Zdravo nazaj v ta veseli dan, zadnja ura četrtkovega dne v naši vdaji. Z mano je Nin Klemenčič, svetovni popotnik, in zdaj sva še vedno v Etiopiji. Še vedno smo v Etiopiji, no še kakšno minuto bova pogledala. Še to ti moram povedati, ne? Ko sem prvič šel tja, smo se vozili od Addis Abebe do te reke Omo, po taki cesti, kot si jo težko, še jaz si jo težko predstavljam zdaj, ko se spominjam, kaj šele kdo, ki ni bil tam. Po takih brezpotih smo vozili, da je bilo prav fantastično. Pa še jaz sem se zagrebil, da sem kakšnega pol dneva vozil tisti džip in je bilo kar pestro. Imam pa izkušnje, moram se pohvaliti, ker sem pred leta 91, takrat, tik pred osamosvojitvijo, sem vozil Camel Trophy na Jastrebarskem, blizu Zagreba. Tako da imam izkušnje z vožnjo džipa in sem zaradi tega potem hotel malo probati, kako to izgleda po Etiopiji. No, če bomo pogledali naprej, je pa stvar taka, ne? Tisto, kar smo prejle videli, je bila ena vas, ki je prva pravzaprav na vrsti, ko greš od kakšnega večjega mesta, tam je najbližje mesto Džinka. Tole je tista ista lepotica od prej, ki je potem pokazala še, kako se tale disk da nazaj notri. Vem, da te mika, da bi še ti probal, kako se takle disk da. Ne vem, če se bo... Čakam, kdaj pravzaprav bojo pri nas uvedli tole modo, ne? Če najdeš zdaj že razne frike, ki imajo po 50 netov v čelu in po vsem telesu, pa če imajo, ne vem, zakaj nimajo pa tehle diskov po ustnicah. To pa je taka krasna modni dodatek. Nekateri imajo roge, pa podkožne, tiste bule, pa vsega vraga. Ja, pa zdaj obstajajo tudi te velike ustnice, ne? Vse kar češ, tega diska pa ne uvedo v Evropi. Zakaj ne? No, kakorkoli, vse precej težko je bilo priti. Zdaj pa, kot povsod po svetu, čim prej pejte tja, dokler je še tako kot je, ker ne bo več dolgo. Zdaj so namreč že precej modernizirali cesto, tako da zdaj se že kar lepo pripeleš dol skoraj do teh vasi, ki smo jih prejle videla, in ne bo dolgo trajalo. Vesela novica pri vsem tem je pa to, da na zahodni strani reke Omo je pa eno ogromno področje, ki je pa še čisto neraziskano. Moj prijatelj je bil ravno letos tam, pa je hotel z džipom spet po levi strani reke do tiste točke, ki je nasproti temle vasem, ki smo jih prejle gledali, in rekel, ni šans, da bi prišel s kakšnim koli džipom, mogoče s tankom, pa še to ne. Do tja, tako da tam so pa še neodkrita področja, poleg tega Kitajci zidajo nekakšen most, upam, da bo, zdaj ga že par let zidajo, tako da ne vem, kako je s tem, ampak Kitajci, kot najbrž veš, so že prevzeli lep del Afrike, na veliko obup Američanov in Evropejcev, ampak to je pa spet nova druga zgodba, ja. Kolikrat si bil ti že vse skupaj v Etiopiji? Kaj vem, nisem bil tolikrat, mogoče nekaj 6 ali kaj takega, ni take panike.